dva podatka. Prvi, hiša z vrtom je bila in je še zmeraj popolna predstava o kakovosti bivanja v Sloveniji. Drugi, še zanimivejši, slovenska gospodinjstva med vsemi članicami v Evropski uniji namenijo za prevoze, za mobilnost največ iz družinskega proračuna. V Sloveniji 17%, v EU pa v povprečju 13,3%. Torej se pri nas raje vozimo z osebnimi avtomobili in tako promet še bolj zvišuje izpuste toplogrednih plinov. To sta le dva od zanimivejših podatkov iz poročila o prostorskem razvoju Slovenije v tem letu. Torej, kaj se dogaja v razvoju prostora naše države? To je osrednja tema septembrske revije Evoj številka 162. Najbolj skrbi ocena demografskih procesov. Krepi se zlasti položaj osrednje slovenske regije in z njim Ljubljane, kar 57% površine Slovenije pa se prazni. Odmaknjena in obmejna območja Slovenije so še bolj odmaknjena. Policentrični razvoj Slovenije je tako ostal v dokumentih. V življenju prostora ga ni, razvojne razlike med vzhodno Slovenijo in zahodno regijo se ne spreminjajo. Druga aktualna tema septembrske revije so obnovljivi viri energije. Posebna strokovna skupina za pospešitev zelene transformacije elektroenergetskega sistema je pripravila simulacijo, kakšen delež energije bo iz OVE do leta 2033. Dr. Dejan Paravan iz GEN-I pravi, da se bo lahko največji preboj dosegel predvsem s sončnimi elektrarnami. Na vsak način pa moramo omeniti intervju z Jožetom Kosom, lastnikom podjetja Mizarstvo. Ne le zato, ker pravi, da bodo z vetrnimi orglami povezali lastnike gozdov iz cele Slovenije. Pač pa predvsem zato, ker je intervju povezan z vsebino priročnika Trajnostna raba lesa. Izdali smo ga skupaj z MGRT-jem in z agencijo Spirit. To je prvi priročnik, ki predstavlja, kaj lahko gospodarska panoga stori za zmanjšanje toplogrednih plinov in za uvajanje modela krožnega gospodarstva, hkrati pa nadaljuje s postopno ekonomsko rastjo. Ampak to ni vse, kar bo v septembrski številki revije Evoj.